Hej, hej, Mojca s tabo, Lavitas Vitas Energy. Ekola. Jaz bom kar nadaljevala od prejšnjega videa, ko smo govorili o teh naših vlogah žrtve, in na koncu sem omenila tudi očitke. S temi očitki smo mi gor rasele, definitivno, pač te moje generacije, pa še kakšne druge, ker itak se to iz roda v rod in teh očitkov je na tone. In večina se tudi spet ne zavedamo, da sploh očitamo nekaj. Non-stop očitaš pa to, pa ono, pa tretje, pa ne vem, ne? In to je tako nizka energija. To, ko pol začneš čutiti majčkeno bolj besede, ker vsaka beseda ima svojo energijo in ko ti to zaznavaš, to te kar stresete. In to je res sam sebe v bistvu in ti, ki očitaš nekomu, sam sebe onesnažuješ in seveda potem še okolico. S temi očitki. In ti misliš, ko nekaj očitaš nekomu, da se pol lažje počutiš, mogoče trenutno, ampak s tem si sam svojo odgovornost spet vrgel na druge. Ti si kriva. Ti si to naredila. Ja, zakaj pa je do tega prišlo? A lahko malo drugače to pogledaš? Zakaj pa sem jaz to dovolil, da je do tega prišlo? Kaj pa sem jaz naredil? Sem kaj narobe naredil? Sem kaj želil rekel? Kako delujem? A lahko kaj drugače naredim, da bo drugič boljš? Na ta način se rešuje situacije, ne z očitanjem, Ti si kriva. In s tem že prelagaš odgovornost na druge. Ker jaz nisem nič kriva, Halo. Ja, ampak s tem pomanjšuješ sebe pomanjšuješ, čeprav misliš, da druga pomanjšuješ. Vse tisti se tudi tako počuti, ampak v bistvu pa sebe pomanjšuješ. In sam sebi moč odvzemaš, da lahko nekaj spremeniš, zato ker drugemu to očitaš, da on mora to rešiti, ker je on za to kriv. In tlele vloga žrtve in očitki so zelo spet povezani, To pomeni, da jaz sem Bogi, ne vem kaj vse, vloga žrtve, ti si kriv, očitki. In smo tam. In se spet nič ne premakne in se v bistvu rolamo v eni taki krogli, V začaranem krogu se. In pol spet nekaj pride in je spet ista zmešnjava in šmor. In to never ending story. Never ending story. In dokler ti ne prideš ven iz tega, to je skozi večja krogla. To je skozi večji očitek, to je skozi bolj boli, in ti si skozi bolj nesrečna. In dokler boš ti očital, ne boš srečen. Ne boš svoboden tle not. Z leti pridejo bolezni, bolečine, pa ne veš zakaj. Je zato, ker skozi mečeš te očitke, to so kot bombe, kot tisti negativne energijske bombe so to, To je zdaj moje videnje, Ampak dejansko ti bombardiraš s to negativnostjo še druge, ampak s tem tudi sebe. Ker vam želim pomagati, da nekako začutite pa spregledate, da očitek za nič ni dober. Jaz razumem, da smo mi bili tako vzgojeni, da smo mi v takih okoljih rasli, ampak mi smo zdaj odrasli, mi lahko spremenimo svoje življenje. Ne pa, da kar še cincamo pa marincamo pa se nič ni boljš, se nikoli nam nič boljš. Ja, res ne bo nič boljš, če ne boš nekaj drugačno naredila, Če ne boš nekaj na en
drugačen način sploh pomislila, že misli je treba obrniti. Dokler pa se mi lovimo v teh očitkih, pa v žrtvah, pa je to en šmoren. In tlele je res treba ven stopiti. Zdaj pa, koliko časa rabiš, oziroma koliko bolečine rabiš, da boš tle ven pač stopila stopil, da boš to videla. Jaz pač zato ta video v bistvu tudi snemam, da mogoče ne rabo trpeti, da pač ti mečken obzorje razširim, nič druga, pač dobro hoče. Tako da, dajte malo razmišljati o tem. Pa dajte recimo si en izziv, danes pa zavestno pač spremljam svoje reakcije, svoje misli, svoje dejanja. In takoj, ko te videli, da nekaj očitate, ali pa da padete v žrtev, vseeno, isto je, dajte se ustaviti. Pejte en korak nazaj. Daj zapri usta takrat, ko začneš nekaj očitati, ne. Daj pejte nazaj. Pa se zmisel nekaj, da greš ven na zrak ali pa na WC ali karkoli. Pa malo razmisel o tem. Naslednja faza je pa ta, da rečeš, zdaj sem pa ugotovila, da sem čist, dajem očitke, da sem v žrtve, da sem negativna, Zdaj pa imam jaz izziv, da sebe toliko daleč spravim, da recimo danes ne očitam. In danes sem pozitivna in pozitivno razmišljam. In si date ta izziv. In mogoče ti prvi dan, drugi, tretji, peti ne bo ratal, mogoče ti bo 10, super. Ampak delaš korak na drugo stran, na boljš delaš. In v bistvu ta vzorc potem začneš na ta način spreminjati. Dokler pa ti ne boš zavestila te stvari, pa seš pa vrtela kuharček tle not in boš iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto, boš bolj zamorjen. Manj energije, glava boli, manj nekega entuzijazma, volje za ustvarjanje, kreativo, v bistvu očitki in vloga žrtve vse uničuje. Ni tistega, ko ustaneš pa, gremo, akcija. Ni tistega, ker si bogi, moramo stati, pa iti v službo delati. Samo za 500 € na mesec. Kaj pa boš naredil, da bo boljš? A se šel izobraževati? A boš zamenjal službo? Treba drugače razmišljati začeti. Ne samo, jaz sem bogi. Ne. Dajmo nekaj drugače, akcija, gremo. Če ni na ta način, pa je drug način. Če ta ni, pa tretji način. Daj, raziskuj. Pa še ena stvar. Ne očitaj. To so tako nizke energije, ko se sam ciklaš. Ti očitaš, dobiš nazaj. Ping-pong. Ti očitaš, dobiš še več nazaj. Pa spet. Ti očitaš, bam! In si že konec. Pa imamo kakšne take in drugačne metode zdravljenja, da ne govorim kakšne, ki niso najbolj primerne. Tako da mogoče, to je bila čisto ena taka iztočnica še glede mojega pogleda na upravljanje in pa očitke. Samo še to za na konc. Če boš upravljala, če boš upravljal, očital, vedno pride to nazaj in ti bo še bolj očitan in opravljen. Tako da se splača malo pogledati, se splača kaj predrugačiti, pa še bolj dobre volje boš, lažje boš dihal, bolj lahkotno bo vse skupaj. Tako da te mečkam pozivam, da greš v ta izziv, ki sem ga pač omenila,
in da malo raziskuješ in mi napišeš, kaj se ti je dogajalo, kak ti je šlo, z veseljem bom odgovorila na info@nalabitest.si. Če si pa nekako zaciklan, pa ne veš kako naprej, pa seveda te povabim na individualno svetovanje. Mogoče pa lahko skupaj kaj uvidimo, mogoče kakšno drugo smer razberemo, ne? Tako da, če ste začutili, srčno dobrodošli. Ekola, zdaj pa končam, držite se, bodite res v tisti svoji energiji in pejte ven iz tega, pejte ven iz teh vzorcev naučenih in prepričanj. Dajte si narediti življenje bolj lahkotno, no? Predvsem to, ker to niso lahkotne energije, ko očitamo in obsojamo ljudi. Ne? To tudi nas bolj vleče in zato pa ni srečen. Želim ti vse dobro in se oglasim še.